ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti bomo gostili Ano Bogač-Udovč, Poljakinjo, ki je v Slovenijo pripeljala študijska izmenjava, saj je študirala slovenščino in menedžment, to je podaljšala, pozneje pa se je k nam vrnila še na študij fizioterapije in si tukaj ustvarila še družino. Ana Bogač-Udovč, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. V Slovenijo vas je prvič pripeljal študij, in sicer v Koper. Kakšna je bila ta izkušnja in kdaj ste potem sprejeli odločitev, da se želite preseliti? Prvič sem Slovenijo obiskala tekom študija v 4. letniku študija slovenščine in menedžmenta. In ja, moja prva slovenska domovina je slovenska obala. Izmenjavo v Kopru imam v zelo lepem spominu, je to ena taka izkušnja, kateri se zelo rada vračam. Omogočila mi je veliko rasti, veliko širjenja obzorij, kot da res, tako kot ste rekli, sem jo podaljšala kar potem na 3 semestre, nekako se nisem mogla ločiti ne od kraja, ne od ljudi. Tako kot včasih rečemo, človek načrtuje, Bog obrne. Na poslovilni žurki sem srečala Matjaža, mojega trenutnega moža, in nekako se je potem življenje odvilo svojo pot. Prihajate iz Bielsko-Biale, kjer ste tudi študirali. Mesto ima nekaj več kot 160 tisoč prebivalcev, širšo okolico 2-krat toliko. Zdaj živite v okolici Kamnika. Kakšna sprememba je to bila za vas? Bom rekla tako, precejšnja, zaradi tega, ker Bielsko sicer sodi med manjša poljska mesta, je pa morda zaradi svoje lege precej odprto, precej pretočno, jaz temu rečem. Veliko različnih kultur se tam prepleta, od judovske, bom rekla temu tradicionalno poljske, je tudi nekaj Čehov, nekaj Slovakov, tako da je eno tako zelo kulturno mesto, zelo, skoraj bi rekla svetovljansko. Tudi z univerzo in z mnogo šolami, ki nudijo različne profile, je res ena taka, bomo rekli, prestolnica v malem. Kamnik svojo specifiko je prikupen, je lep, je pa morda tako zelo specifičen za, bom rekla, gorenjska slovenska mesta, kjer so stare družine, bom rekla, osnova tega mesta, in potem so kakšni ljudje, ki so se v mesto priselili in potem ustvarjamo neko skupnost, neko sožitje. Tako da sprememba je bila precejšnja, moram priznati. Zdaj Poljska je v preteklih letih doživela precejšen razvoj, rast. Kakšen je danes standard Poljakov? Kaj se je mogoče recimo privoščiti s povprečno plačo? Kako je s cenami stanovanj? Verjetno se razlikuje po državi precej. Po državi morda res, čeprav ta razlika med Poljsko A in Poljsko B, kot smo nekoč rekli, se precej manjša. Je pa tak. Poljska je res v zadnjem desetletju doživela ogromen napredek. Moji vrstniki, ki so zdaj, bom rekli, na menedžerskih položajih oziroma pač so na vrhuncu delovne dobe, si privoščijo marsikaj, tudi tisti, ki mogoče, za katere, ne vem, v šoli mogoče ni bilo videti, da bodo zelo uspešni. Standard je precej visok, tukaj moram reči. Poljska je tudi šla v eno tako smer socialne države, ki podpira otroke, tako da je na Poljskem dodatek na otroka, ki znaša približno 200 evrov in je neodvisen od cenzusa staršev, in potem so pač še socialni transferi, ki pač omogočajo revnejšim družinam, da otrokom in sebi privoščijo več. Tako da bom rekla, z eno tako povprečno plačo, ki je preko 1000 evrov zdaj, že si Poljaki lahko privoščijo že marsikaj. Je tudi precejšnja rast v smislu gradnje stanovanj, gradnje hiš. Tako da moram reči, opazovati razvoj Poljske je prav prijetno. Poljska je precej velika država, tudi nekoliko raznolika, z več pomembnimi središči. Mesta se na eni strani precej razlikujejo, na drugi strani pa so si tudi podobna.
Recimo, kako jih vi doživljate? Ja, tukaj morda je ta razkorak med velikimi mesti, manjšimi mesti in potem podeželjem precej bolj opazen, kot je mogoče v Sloveniji. Tega, ker velika mesta so res velika, ne? Varšava ima 2 milijona prebivalcev, ne? Ta aglomeracija Katovic, pod katero pač spada Bielsko-Biała, ima tudi 2 milijona prebivalcev, ne? Potem pa imamo poljske vasi, kjer res so polja, velike kmetije in tako dalje, ne? Tako da tukaj je razlika v smislu tega, ne, da podeželje je res podeželsko in mesta so res mesta. Ne? Ni tako, da sred Varšave dobiš kakšen vrtiček, kjer ljudje obdelujejo vrt. Tega ni. Tukaj morda je ta slojnost Poljske bolj razvidna. Se pravi, da je vas ostala vas, seveda se je modernizirala, ampak je ostala vas, mesta so pa šla v razvoj mest. Se pravi, da je infrastruktura, da so gledališča, kina, trgovine, šole, bolnišnice in tako dalje. Ne? Tako da mogoče je ta razkorak med mestom in vasjo oziroma med podeželjem toliko bolj opazen, kot je mogoče v Sloveniji, ne? Tudi zaradi same velikosti države. Kaj vi najbolj pogrešate v povezavi s Poljsko? Temu rečem poljsko srce. Slovenija je čudovita dežela, da se dobro razumemo. Jaz Slovenijo in njene prebivalce imam izredno rada in to državo zelo spoštujem in zelo cenim in je zelo lepa in je meni zelo ljuba. Morda pa zaradi tega, ker je Poljska precej ravna in je precej vetrovna, se mi zdi, da imajo Poljaki tako odprto in široko srce. In to je tisto, kar v tem času sploh močno pogrešam. Zdaj navajanje na Slovenijo si predstavljam, da za vas ni bilo preveč težko, glede na to, da ste študirali slovenščino. Prav tako se zdi, da se Poljaki in Slovenci ne razlikujemo tako zelo. Kako vi doživljate Slovence in kako drugačni smo od Poljakov? Meni se je tudi zdelo, da je bil ta prehod, moj prehod v Slovenijo enostaven. Zaradi tega, ker jaz sem že po naravi mogoče malo bolj introvert, čeprav mogoče ne zgleda na prvi pogled in jaz z tega malega poljskega mesta sem se v Kopru zelo dobro znašla, ker je pač Koper še manjši in se mi je vse skupaj zdelo zelo obvladljivo. Po drugi strani imela sem veliko srečo, ker sem v Kopru zelo hitro našla en tak krog zanimivih ljudi, ki so kmalu postali tudi moji prijatelji in smo drug drugega zelo vzpodbujali k razvoju. Barbara in Peter sta bila gonilna sila te druščine in od začetka sta močno vztrajala, da govorimo samo slovensko. Ko se mi je kaj zareklo, sta rekla vedno tako, a to si ti res mislila reči, ker mi smo te slišali reči to pa to pa to, najbrž si hotela povedati kaj drugega. Ne? Tako da zelo hitro sem bila in prisiljena govoriti slovensko in zelo hitro sem bila tudi, oziroma imela sem priložnost preveriti to, kar sem povedala, dejansko imelo isti učinek. Tako da meni je to življenje v Kopru veliko dalo in tudi prilagajanje na Slovenijo je bilo enostavnejše. Je pa tako, ko si mlad, se zdi vse lažje. Ko si mlad, se zdi vse obvladljivo in če si vsaj malo pogumen, uspeš se prilagoditi zelo hitro. Ko si starejši, ko se življenje morda postane težje, ko morda dobiva več različnih odtenkov, pa potem vidiš, da so medkulturne razlike v vsakdanjem življenju vse prej kot enostavne. O medkulturnih razlikah je fajn včasih brati, se fajn mogoče kdaj pohecati, morda kakšno kot zanimivost na kakšni kavi obdelati. Ko pa jih živimo v vsakdanjem življenju, pa postanejo en tak, bomo temu rekli, križ, ki ga je treba zavestno nositi in se ga je treba tudi zavestno zavedati. Ne? Ker čeprav smo morda kulturno podobni, se na konec koncev smo Slovani, vseeno zgodovina je drugačna. Ne? Poljska je bila vedno kraljevina. Enih 100 let nas sicer ni bilo na zemljevidu, ampak neka taka zavest o tem, kdo smo in odkot izhajamo, je v nas precej močna. Pač Slovenija zaradi svoje lege, svoje kulture ima nekoliko drugačen pristop in nekoliko drugačen tudi pogled glede tega, kako se oblikuje družbo, družino. Tako da tukaj je potem v teh vsakdanjih interakcijah, pa pri vzgoji otroka, medkulturne razlike potem lahko postanejo precejšnji izziv.
Družijo nas tudi podobni športi, smučarski skoki, nogomet, odbojka, košarka. Poznamo vaše športnike, vi tudi naše športnike. Kako Poljaki preživljajo prosti čas? Se to kaj razlikuje? Ko sem se jaz preselila v Slovenijo, sem bila zelo presenečena, kolikšen odstotek ljudi se tukaj ukvarja s športom. Sicer vsi ti ljudje rečejo, mi smo rekreativci, no za mene je to že bilo kar precej več kot rekreativno, ne? Ker na Poljskem rekreativno pomeni enkrat na leto grem malo zalaufati, ne? Ali pa enkrat na leto grem malo plavati v bazenu. Medtem ko tukaj se mi zdi, da Slovenci precej veliko daste na to kulturo gibanja. Veliko ljudi teče, se sprehaja, plava, smuča, ne, smučajo skoraj vsi, ne glede na to, iz katerega dela države so. Tako da se mi zdi, da tukaj nasplošno Slovenci ste precej bolj gibalno, pismeni in gibalno se udejstvujete, medtem ko je tudi to ena od sprememb, ki jo na Poljskem opažam. Pravi, moji vrstniki zdaj imajo podoben standard, ne, se pravi, večina ljudi vsaj 2-3 na teden se ukvarja s kakšnim športom. In tudi glede pač športne vzgoje otrok z dodatnimi aktivnostmi ali pa z nekimi športnimi klubi, društvi, je tudi mogoče podobno. Se pa spomnim vedno na začetku, ko sem se vračala v Slovenijo, so moji prijatelji, moji sosedje vedno vprašali, kaj tam v tej Sloveniji toliko drugače delajo, ne, kakšen je šolski kurikulum, da ti Slovenci, 2 milijona jih je, pa vsak šport zastopajo in tam, kjer so res vrhunski, kako to, da taka mala država uspe tako veliko raznolikost športov pokrivati. Ne? In ko smo potem se pogovarjali, smo videli, da ni neke velike razlike, ne, v športnem kurikulumu držav. Ne? Tako da verjetno je tukaj neka ta športna žilica, ki jo Slovenci imate, a ne, in potem športniki jo dodatno udejstvujejo in dosegajo fantastične rezultate. Kako pa je bilo pri vas s prehodom v zaposlitev? Kakšne izkušnje imate s tem in kako je s pridnostjo enih in drugih, če primerjamo Poljake in Slovence? Ja, morda je tukaj beseda priden morda zelo značilna za Slovence, ne, in je ta pridnost mogoče zelo v ospredju, ker je to pač taka beseda, ki je neopredeljena. Včasih se mi zdi, da je delo zaradi dela samega vrednota. Medtem ko na Poljskem je v službi beseda, po kateri hrepenimo, iznajdljivost. Tukaj pa je mogoče taka razlika, ki jo opazim, ne, da Slovenci radi delajo in delajo dobro in seveda delamo vsi za rezultat. Morda vidim pa pri poljskih podjetjih, pa pri poljskih pač podjetnikih eno tako težnjo po iznajdljivosti, po temu, da najdeš nek prostor zase, pa tam grizeš, a ne? Se pravi, da ne delaš zaradi tega, ker sosed dela in tako, ampak da poskusiš najti nekaj svojega, a ne? In morda je malenkost več poguma pri poskušanju, tako na strani podjetnikov, zagotovo pa tukaj vidim razliko na strani potrošnikov. Poljaki so precej bolj pogumni potrošniki kot Slovenci, tudi kar se tiče izdelkov in tudi kar se tiče recimo zdravstvenih storitev. Zdaj, mene je poljska kulinarika navdušila, tudi hrana, ki sem jo poskusil. Kakšne razlike vi opažate oziroma kaj od tam najbolj pogrešate in pa kako ste se navadili na slovensko kuhinjo? Ni bilo težko, ne, kot mama družine, tako ali tako sem jaz tista, ki v kuhinji, bom rekla, kraljuje, tako da ni problema, ne, ker kuhamo to, kar otroci jedo, ne, tako kot vse mame. Tako da je ena kombinacija. Jaz bom rekla tako, jaz najbolj pogrešam praznično kuhinjo. Recimo za Božič na Poljskem je največji kulinarični praznik v bistvu vigilija, 24. To je dan, kjer je strogi post, do večerje, ko posije prva zvezdica, se usedemo za bogato obloženo mizo, takrat je 12 jedi na mizi, 2 juhi, sladice ne štejejo v to številko 12, je pa to dan brez mesa. Tako da jaz moram priznati, to zelo, zelo pogrešam, prav tako pogrešam velikonočno, praznično pojedino, a ne? Tukaj pač je ta tradicionalni velikonočni zajtrk, ampak se nekako trudim te tradicije prenesti tudi v mojo družino. Seveda z malimi otroci nikoli še nisem uspela skuhati 12 jedi za vigilijo, je pa tako, da vedno jemo tradicionalne poljske jedi, vsaj za tiste največje praznike.
Ja, prazniki se zdi, da so na Poljskem mogoče včasih bolj doživeti, tudi ta adventni čas, v katerem smo zdaj, tudi vse tiste tržnice. Kako se tega spominjate? Praznični čas je tisti čas, kjer je meni morda najtežje, zaradi tega, ker tukaj se vidi morda razliko v kulturi. Poljaki imamo en tak pregovor, da z družino najbolje izgledamo na slikah. To pomeni, da z družino se trudimo ne poslovati, ne graditi nekih velikih projektov. Je pa tako, da za praznike se vedno vračamo domov in vedno se vrnemo k družini. Decembra na Poljskem, tudi če se celo leto ne slišiš s kakšnimi sestričnimi, vedno se potem decembra pokličemo, vedno se vprašamo, se nam uspe kaj srečati. Tako da je ena taka težnja potem, da se vseeno vrnemo, da vseeno te družinske vezi ohranimo. Je tudi en tak običaj, ki je meni strašno ljub, prav na vigilijo, se pravi, preden se usede k tej bogato obloženi mizi, se prelomi hostjo. Ne to hostjo, ki je pri Evharistiji, ampak pač zelo podoben kruh, ima tako pravokotno obliko in potem se tole prelomi in se vošči, se tudi opraviči. Tako da to so in taki običaji, ki mi veliko pomenijo. V Sloveniji živite že približno 20 let. Kako jo doživljate po toliko letih življenja tukaj? Kot svojo levo nogo, tako bom rekla. Pa leva ne pomeni slabša. Slovenija je postala del mene. Vprašanje, če sem jaz postala del Slovenije. Pravim, pač Slovenija je postala del mojega srca, del moje identitete. Upam, da je tudi Slovenija zaradi tega, ker živim tukaj že toliko časa, vsaj malenkost boljša, vsaj ti ljudje, ki živijo ob meni, da vsaj malenkost čutijo moj doprinos, tudi s to mojo drugačnostjo. Tako da ja, Slovenija, pravim, je lepa dežela, zelo zanimiva, s krasnimi ženskami, to poudarjam na vsakem koraku, toliko iznajdljivosti, toliko moči, toliko samozavesti, toliko ene storilnosti, ki jo imajo Slovenke, po drugi strani pa tudi toliko poguma in tudi pripravljenosti pomagati, kot imajo Slovenke. Mislim, da v nobeni državi nisem opazila, pa živela sem tudi že v kakšni drugi. Pravim, Slovenija je krasna, krasna dežela. Ana Bogač-Udovč, hvala za ta pogovor in sodelovanje v oddaji. To je bilo tokrat vse. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče, sicer pa lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko. Z ljudmi na pot.